Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Kako se vam zdi, imam v redu frizuro? Kaj mislite o moji obleki? A je v redu takole? Kaj pa ogrlica? A vam je všeč? Ja, danes živimo v svetu, kjer imamo mnenje o vsem. Vsak trenutek. In ne samo to, imamo tudi veliko možnosti in priložnosti, da to mnenje izrazimo, da komentiramo. Ampak potem se začne človek spraševati, a te vsa ta mnenja, zlastna in tuja, a te obremenjujejo, a vplivajo dejansko na tvoje notranje ravnovesje? Na kakšen način? Danes bomo govorili o meditaciji, danes bomo govorili o zen načinu razmišljanja, o zen načinu življenja, bom rekla, ker verjetno ravno tukaj ni, dostikrat je ravno to stanje brez razmišljanja. In v moji družbi je krasen učitelj le-tega in še marsikaj drugega. Dušan, pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav, živijo. Imaš izjemno življenjsko zgodbo, pravzaprav si se v Slovenijo vrnil po kar nekaj letih življenja v tujini. Ja, deloma. Vsako leto sicer potujem kam, ampak v glavnem na vzhod. No. Sicer pa sem v tujini živel največ skupaj nekaj obdobij po eno leto. Aha, nekaj obdobij po eno leto. Ja. Okay, v temu enemu letu veliko znanj, veliko meditacije, veliko prakse, veliko vsega, kar si pravzaprav prenesel tudi na Slovence. Ja, ravno nasprotno, fajn je, če je čim manj znanj in čim manj vedenja in potem je to ta prava stvar. Tukaj se dejansko zapletemo, ne? Ja, običajno, ja. Na začetku sem rekla, vsa ta mnenja, res živimo v nekem takem svetu, kjer imamo občutek, da za vse moramo imeti svoje mnenje, pa za vse moramo imeti svoje stališče. Kako to vpliva na naše notranje ravnovesje? Kako to vpliva? Nas to izčrpa ali nam nudi neko dodatno energijo, ker imamo kao neko svobodo govora? Nekatere ljudi to hrani, nekatere ljudi izčrpava. Tako da odvisno od tega, kako je človek sicer notranje naravnan v samem sebi, kakšen ima sicer odnos do samega sebe. To je, se mi zdi, osnova tega, kako potem uspemo nekako z lepim slovenskim izrazom povedano handlati življenje vsak dan. Danes živimo v svetu, kjer je meditacija nekaj, kar je postalo zelo priljubljeno tudi med podjetniki, med športniki. Tako velikokrat slišimo, ne? Ja, meditiram zaradi mnogih stvari. Tudi zdravnike slišimo, ko govorijo o tem, kako je to fajn za možgane. Obstaja 1001 vrsta različne meditacije. Kako ti gledaš dejansko na to v tem smislu, a smo že zašli, pa je to ratala neka skomercializirana zadeva, ali se je vendarle ohranilo tista najbolj primarna oblika? Kako gledaš na ta razvoj meditacije v tem sodobnem svetu? Ja, v vsakem obdobju je bil človek sodoben človek. Ja, V vsakem obdobju naše zgodovine. In tako hektično in tako polno zmedenosti življenje, kakor je morda zadnjih 100 ali še malo manj let, najbrž ni bilo še v zgodovini človeštva. In seveda sodobni človek zelo razvija svoj intelekt, svoj bolj kakor njegovi predhodniki najbrž, gledano nasploh. In je seveda kmalu ugotovil, da kakšne modrosti ali pa kakšne tradicije drugih kultur, drugih civilizacij znajo zelo koristiti v takem načinu sodobnega življenja. In če človek uporablja tako imenovano meditacijo in podobne metode, najti neko ravnovesje ali pa najti neko umirjenost, ni s tem nič narobe. To zmeraj koristi. Težavo, ki jo jaz vidim, ki jo ima sodobni človek, je, da vse te raziskave, vse to, kar počne
tako imenovana nevroznanost v tem laičnem pomenu besede, kakor se običajno uporablja, seveda ugotavlja znanost, da vse to koristi. Ampak zakaj je to tako popularno? Zato, da bi človek bil še bolj produktiven, da bi človek še več znal ali zmogel dati iz sebe. Za koga? Za kapital. In seveda, to je pač naša vsakdanjica in ne moremo kritizirati ničesar, niti kapitala, niti pač vsega tega pogona, ki žene to, čemu rečemo sodobna potrošniška družba. Ampak vedno pa je priložnost, da človek to spregleda in nekako morda ubere neko drugo pot. Opazujem danes svoj odnos do sebe, pa tudi kakšen odnos imajo drugi do sebe. In opažam to, da nikoli ni dovolj. Da nikoli nisi dovolj dober, da zmeri se primerjaš z nekomu, hitro padeš v to tekmovalnost, hitro vidiš, ker danes imamo tukaj več možnosti zaradi družabnih omrežij, da vidimo, koliko se ima pa on fajn, ali pa koliko je pa zdaj on lepši, pa ne vem, pa filtri, pa vse te zadeve gor. Bi lahko rekli tukaj, da je dejansko ta odnos zdaj v najslabšem stanju, kakor je kadarkoli bil, glede na to, koliko pritiskov si dajemo in nam jih daje sistem in družba? Težko bi rekli, da je tako. Se mi zdi, da je vedno neka svoboda. In če poznamo vsaj malo zgodovino, vemo, da kamorkoli je zahodni beli človek običajno prinesel Coca-Colo in Coca-Colo kulturo, torej Afrika, Azija, Južna Amerika, je večina tamkajšnjega prebivalstva zelo hitro sprejela to Coca-Colo kulturo, kakor jaz v hecu včasih temu pravim tako. Tako da v nas je to, kar vi pripovedujete, oziroma kar pripoveduješ. In to je človeška narava. Človeški narav je s čim manj napora doseči čim več. In je tudi najbrž v naravi tako. Če pogledamo rastlino, ki rabi za svoje življenje denimo svetlobo, se bo zelo hitro po liniji najmanjšega odpora se bo obrnila proti svetlobi. In enako je v živalskem svetu. Tako da v tem nismo po moje, nič kaj drugačni od zmeraj. Tukaj na mizi je tudi ena krasna knjiga o Zenu. Imam občutek, da bi nekaj prebrali iz te knjige. A bi? Lahko. To se mi zdi, da bi bilo super. Zelo rada berem knjige nasploh, ampak po drugi strani pa vidim, da jih berem mogoče celo preveč in da te znanje lahko obremenjuje. Ampak tistih nekaj par knjigic o Zenu, ki jih pa imam, so pa take mejhne, kratke, ampak širina, globina se pa ne more primerjati z marsikatero tako zelo debelo. Ja, mogoče. Kaj bomo slišali iz te knjige? A jaz preberem ali... Lahko. Ne vem. Čala so pripravljena. Ja, ne vem, kaj bomo prebrali. Morda... Mogoče sam način, kako lahko ljudje bolj dojamemo ta zen, ki si ga mnogi asociirajo sam kakor nek meditant, ki ima veliko časa, pa je tih. A preberemo kaj o sočutju? Ja, sočutje je zanimiva tematika. Torej, avtor je napisal takole. Izročilo oziroma duh zena kot vrhunec svoje prakse izpostavlja sočutje. Vendar pa ne sočutje kot usmiljenje. Usmiljenje pogostokrat označuje nadrejeni položaj nekoga, ki usmerja svoje razumevanje, svoje čutenje k nekomu, ki je v slabšem usmiljenja vrednem položaju, materialno ali duševno. Sočutje v zenu ali budizmu nasploh pomeni povsem praktično, ne le deklarativno občutiti povezanost vsega, ter šele tako zares razumeti potrebe in položaj drugega. Sočutje je most k zunanjemu svetu, torej nekaj, kar ne ločuje in je v nasprotju z usmiljenjem, ki pogostokrat ločuje. Povedano še drugače, mali človekov ego hoče ohraniti svoje ozemlje,
torej svoja mnenja, prepričanja, koncepte. Sočutje pa je odprt prostor, ki vabi in združuje. Spostaviti tak odnos življenja, vsaj če sodim po lastnih izkušnjah, pa ni lahko. A vsak še tako majhen korak narejen v to smer spodbudi naslednja dva in naslednja dva in naslednja dva. Zanimivo. Wow, še o tem bi se lahko eno uro pogovarjala. Sočutje je taka zanimiva tematika, se mi zdi ravno zaradi tega, ker v temu smislu, da gremo res v nadrejeni položaj lahko, ne? Absolutno. Da smo zdaj pa mi neki več, ne? Zdaj pa smo mi bogovi, ki zdaj enemu lahko pomagamo. Absolutno. Kar je pa lih kontra. Nekaj besed bi zelo rada še spregovorila o meditaciji. Mislim, da smo zdaj v takem času, da smo že šli čez tiste zadeve, da zdaj pa če meditiraš, pa ne vem, je to neko religiozno, ideološko pogojena zadeva, da zdaj se pa moraš kar izpisati iz vere, v kateri si ali pa kakorkoli. Kako naj ljudje začnejo s tem? Ker jaz, ko poslušam, rečejo največkrat, jaz sem probo, ampak mi ne gre. Mislim, da ni človeka na tem svetu, ki začne meditirati in da mu kar gre. Ja, absolutno. Predvsem je to zato, ker imamo nasploh, lahko zatrdim, izkrivljene informacije ali pa izkrivljene ideje o tem, kaj meditacija je oziroma kaj bi naj bila, kaj bi naj to sploh bilo. In seveda, predvsem pač v tej naši zahodni kulturi smo vzeli neke izseke iz teh drugih kultur, če govorimo o meditaciji, predvsem azijske, indijske, kitajske, japonske, ki so tudi povzeli pravzaprav te modrosti, če lahko rečemo, iz staroindijskega najbrž sveta. Ampak meditacija, če bi zmogli zdaj govoriti o meditaciji na nek tak razumljiv, enostaven način, ni nič drugega, kakor pustiti, v nekem prvem trenutku pustiti, pač da je to, kar je, takšno kot je. Pomeni, da če sedimo, pač sedimo tako, kakor sedimo. Tiho sedenje. Lahko, pa morda ne čisto tako enostavno, spet ne, ampak morda še bolj enostavno. Torej, mi rečemo, dobro, zdaj bomo meditirali. In običajno imamo neko predstavo, da moramo biti povsem pri miru, da ne sme prihajati do nobenih misli, da se ne smemo nikamor vpletati in podobno. Na nekem nivoju morda to res drži. Okay. Ampak človek, ki se prvič srečuje z nečim takim, seveda je zmeden. Ker naš nikoli ni pri miru. Naš je nekaj, kar je v nenehnem gibanju. Opica. Ja, razen kadar spimo po noči, pa še takrat, kadar sanjamo in običajno sanjamo zelo veliko, tudi se ne spominjamo večina teh sanj, naš je vse skozi aktiven. In bolj, ko se ga skuša umiriti, bolj je aktiven. Torej, za ta proces je potrebno razumeti te osnove. Torej, da je nekaj, kar ni naš sovražnik, kar ni naš nasprotnik, ampak je nekaj, kar je pač to, kar dela mene, kar dela nas. In če to zares sprememo, če to zares razumemo, potem smo že zelo veliko oviro odstranili. Torej, mi vemo, da to, kar se bo odvijalo, medtem ko bo telo pri miru, da to, kar se bo odvijalo skozi telesne odzive, skozi čustvene, mentalne odzive, da to ni nekaj, kar bi bilo neka ovira. Se pravi, ne borimo se proti tem. Ne samo, da se ne borimo, ampak mi dihamo nenehno in se ne borimo proti temu, da bi dihali. Torej, to je nek proces, ki se odvija samo od sebe in mi smo ga toliko ponotranili, da ga sploh več ne opazimo. Dobro. Torej, tudi ko sedemo in se pričnejo odvijati ti notranji procesi, zraven tega seveda še ušesa slišijo, koža je občutljiva na hladno, toplo, na dotike. Torej, veliko je procesov, ki se nenehno odvijajo. In če mi dovolimo tem procesom, da se odvijajo in
osredotočimo našo pozornost na nek, torej fokusiramo svojo pozornost na nekaj, potem ob tem, da puščamo vse to, da je takšno, kakršno je, potem se lahko začnejo tako imenovane dobrobiti takšnega stanja. Torej takšnega stanja, ko sedim in nič ne delam. Se pravi, mi se nasploh preveč vmešavamo v vse, kaj se dogaja. Absolutno, ampak na nek način se pa tudi moramo vmešavati. Vse je tako zelo, bi lahko rekli, nasprotujoče si na prvo žogo. Torej, pomembna je pozornost, torej usmerjanje pozornosti. In najbolje in najmanj škodljivo za ta proces, škodljivo v navednicah, je, da usmerjamo svojo pozornost na to, kar je. Torej, dih nam je najbližji. Okay. Dih je to, kar se nenehno odvija. Seveda tudi krvni obtok, bitje srca, delovanje limfe in še veliko teh telesnih procesov, ki se nenehno odvijajo. Ampak je veliko težje sfokusirati našo pozornost na te procese. Zato je obrniti pozornost na dih, ki je tukaj, ki je zelo enostaven za začutiti ga, je nekaj, kar je ponovno naravnega. Torej ni sveča, ni posoda, ni božanstvo, ni mantra. Ni nekaj zunaj tebe, ampak je nekaj v tebi. Morda še drugače, absolutno, ampak morda še drugače je nekaj, kar je del naravnega procesa, ki se nenehno odvija. Torej, dihanje se nenehno odvija. In pri tem ni vpleten. Kakor hitro mi dajemo pozornost na nekaj, kjer bo moral biti vpleten, smo že morda malce svižili, morda tudi ne, no, ampak smo že malce, morda smo malce svižili, zato je najbolj enostavno, najbolj preprosto. Recimo na te 3-mesečne tečaje, na katere prihajajo posamezniki, ko se prijavljajo, rečejo, to me zelo zanima, zelo rad ali zelo rada bi se naučila te metode umirjanja, ampak jaz ne morem biti niti minuto pri miru. Se mi zdi, da ženske imamo sploh ta problem, ker smo multitasking, ne? Ja. Ampak zagotavljam, da še ni bilo udeleženca na tej delavnici, na teh delavnicah, ki ne bi v prvem sedenju, ko smo sedeli, denimo 10 minut, a 10 minut, kako? Jaz minuto ne zdržim, ne? Ampak problem je zato, ker ljudje ne razumejo. Ne razumemo tega procesa. Beremo knjige o meditaciji, beremo najrazličnejša navodila o tem, kako bi naj to bilo in tako naprej. Jaz sem dolžan še kratko dopolnitev odgovora na vaše prvo vprašanje o tem, kaj bi naj bilo to bistvo te meditacije. Torej, ali pa zena. Ne gre za to, da bi karkoli bilo bistvo česarkoli. Gre samo za to, da z umirjanjem uma in meditacija je nekaj takega, čemur bi lahko rekli umirjanje uma. Z umirjanjem uma se človek nekako vrača v svoje naravno ravnovesje. In s tem, bolj ko je umirjen, bolj se to naravno ravnovesje vzpostavlja samo od sebe. Mi ga ne moremo priklicati, ker to naravno ravnovesje že je v nas, ampak je prikrito s toliko rečmi, ki jim v glavnem smeti stran. Ja, ampak smeti odpadejo same od sebe. Odlično. Hvala za tale pogovor in evo, kaj ste pa vi danes naredili za to, da bi bolj umirili svoj in bolj odkrili svoje notranje ravnovesje? Razmislite.